Danes imamo v zadnjih koprskih minutah še posebej izbrano družbo. Z nami so vodniki policijskih službenih psov. Saj enota Policijske uprave Koper praznuje prvih 10 let z namenom, da se pridružite sobotnemu druženju in pobliže spoznate delo policistov in njihovih psov in morda s tem premagate kakšen od svojih strahov ali pa se boste odslej morda zaradi tega počutili še bolj varne. Se nam pridružite v naslednjih minutah. Dobro jutro, pa najprej seveda voščimo komandirju policijske postaje vodnikov službenih psov v Kopru. Z nami je Viktor Zinrajh. Dobro jutro. Dobro jutro. In seveda lep pozdrav tudi policijskemu vodniku Ivanu Šapcu in Spidiju. Dobro jutro. Nas bo pozdravil? Kako posebej? Bolj redko beseden. Bolj redko beseden, ja. Dobro. Torej, zakaj sobotni dogodek in to na osnovni šoli Antona Ukmarja? To bo nekaj posebnega. Policisti ne ravno vsak dan stopate pred javnost. Ja, prečno 50-60 krat na leto pa dobimo na policijsko postajo vodnikov službenih psov neko povabilo šol, vrtcev, društev, organizacij, da jim prikažemo naše delo. Torej, vodniki že mnogo let, praktično od leta 47 nekako delajo v tem okolju, da smo pa organizirani kot pa policijska postaja oziroma prej policijska enota, pa je zdaj 10 let. In prav zaradi tega smo se odločili, da prikažemo tudi širši javnosti naše delo. Torej, kot smo rekli na osnovni šoli Antona Ukmarja ob 12. uri, bomo prikazali naše delo. Koliko bodo lahko ljudje soudeleženi? Bo to bolj opazovanje ali bo tudi kaj interakcije? No, prikazali bomo v bistvu samo naše delo psov, se pravi iskanje prepovedanih drog, pa tudi uporabo psov za univerzalno uporabo, oziroma splošno, tako kot mi rečemo, kjer pa bo naš kuža prijemal oboroženega storilca, kateri je ukradel avto, streljal na policiste, tako da bomo tudi malo akcije. To verjetno ni delo prav za vsakega policista, to zahteva določeno usposabljanje, pa tudi posluh. Drži. Kako gre s tem? Drži. Mi izberemo med policisti tisti, kateri so najprej dobri policisti in imajo na drugi strani tudi tisto ljubezen, voljo do dela z živalmi. Saj vodnik in pes morata biti partnerja. Policist mora biti izurjen v kriminalistični stroki, v drugi policijski stroki in nekako usmerjati psa, pes pa bo vse tisto naredil, kar si bo pač vodnik v tistem danem trenutku zaželel in to je to. Kako to zgleda pri vaju dveh v praksi? Vidva sta pravi tandem, vi pa imate za seboj resnično že dolgo kilometrino podvigov v dvoje. No, mi dva sta skupaj sicer že 7 let. Prej sem imel tudi jaz kužka za univerzalno uporabo, oziroma 3 kužke, tako da ta je 4. Bom rekel tako, ne, je pa velika razlika med delom univerzalnega psa pa specialista. Tukaj moraš biti dosti bolj pozoren na samo delo psa, ker treba vedeti, da če kuža, medtem ko išče drogo, bi recimo heroin ali pa kokain polizal, je potem to za psa zelo nevarno in je velika verjetnost, da tudi kuža pogine. Tako da je treba zelo paziti, kako se dela, kaj se dela. Drugače pa kužki to delajo s svojim veseljem in za njega je to igra, to ni delo, ne. Tako da imeti takega kužka je predvsem veseljeno, tako bom rekel. Je pa tudi družbeno koristno. Velikokrat beremo o tem, koliko vsega odkrijete. To naše področje je še posebej izpostavljeno raznim pretovorom. Ja. Tako da dela verjetno ne manjka, ste dovolj izpopolnili že vrste? Pri nas imamo 15 vodnikov službenih psov, torej 3, kateri za splošno, torej za specialistično uporabo, za iskanje prepovedanih drog, ostali pa seveda za vzdrževanje javnih reda in miru, za varovanje raznih dogodkov, za iskanje, prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov. Zaenkrat nas je zadosti, seveda na terenu bi pa radi še več takšnih policistov. Tukaj pri nas resnično ničesar niste zavohali, tudi zato je Spidi tako miren, kaj ne? Tako je. Ampak sicer, ko pa je prava akcija, je pa verjetno povsem drugače. No, kužki predvsem zelo dobro znajo ločiti, kdaj je služba, kdaj pa ni služba. Zdaj ste na počitku? Zdaj je on na počitku, ve, da tukaj se nič ne dogaja, tako da, če bi se kaj dogajalo, bi pa že on hotel sam kam iti, pogledati. Kdaj ste imela na zadnje, bom rekla, tako delovno vnemo, da je bilo kar zahtevno? Lansko leto, glede na to, da zdaj 6 mesecev mene ni bilo. On je bil na dopustu ta čas.
Je bilo pa kar zanimivo poleti, no, pa tudi naporno, glede na to, da imamo še vedno šengensko mejo, tako da na tej meji kar veliko delamo in preiskujemo vozila, pa tudi prtljago, ker pač poti gredo iz Slovenije, pa tudi v Slovenijo, kar se prepovednih drog tiče. Torej, priložnosti za se izkazati gotovo ne bo manjkalo niti v prihodnje. Kaj je še med prednostnimi cilji? Torej, mi računamo, da se policijska postaja še naprej razvijala, nekako v tem kontekstu, kot smo danes, nekako to število vodnikov, da bo ohranjeno 15, z njimi uspemo parirati problematiki na terenu. Seveda smo sproti pozorni, kaj se dogaja z našimi kužki. Oni so nekje aktivni tam do 11. 12. leta, potem pa treba seveda poiskati nove primerne pse, jih došolati, izšolati in tako tudi vodniki morajo skozi ta proces izobraževanja nenehno hoditi. Mogoče kot ena posebnost njihovega dela, on, ko je enkrat postane vodnik, mora vsako leto potrditi svojo licenco. Tako da so nenehoma pod kontrolo, ali ustrezajo tem pogojem. Zanimivo je tudi to, da je mešanec, marsikdo bi pričakoval verjetno povsem drugačnega psa, ne? Verjetno ste jih vi tudi take že imeli ob sebi v tej svoji dolgoletni karieri. Ne, do zdaj sem imel vedno nemške ovčarje, pa tudi zdaj sem šel nazaj na nemškega ovčarja, sicer psičko. Drugače pa to drugi mešanček v slovenski policiji. Pred njim je bila ena psička. Pač takrat kuža je izpolnjeval vse pogoje in standarde za delo v policiji in je bil pač sprejet in potem, ko sem jaz šel na ta osnovni tečaj za iskanje prepovedane droge, Sta se našla. Sva se našla, tako. Ja. Hvala Spidiju, ki že komaj čaka, da gre res na počitek oziroma na prostost. Hvala seveda tudi vam.